Dobrodošli na že tretji epizodi našega podcasta Na Izi. Danes smo tukaj z reporterjem Milanom oziroma Matjaž Šalamun Šalca. Dobrodošli. Ja, zdravo, lepo zdrav. Jaz mislim, da se ni treba nič predstavljati, ampak vseeno tako malo zato, če te še kdo ne pozna. Pa jaz mislim, zdaj, če gremo skozi zgodovino, bova prej časa vzela temu podcastu, jaz bi pač zdaj refreshal moje podatke. Jaz, Matjaž Šalamun, poznajo me kot Šalca, trenutno direktor in solastnik totega radia, novo ustanovljene oziroma dve leti in kar nekaj radijske postaje v Mariboru, najbolj poslušane. Drugač pa avtor ogromno stand-up komedij, najbolj znana radijska satira, komedija Reporter Milan, vsekakor. Na radiju sem začel ne vem kjerega davnega leta in sicer na Radiu Marš, kjer sem bil soavtor humoristične oddaje Hvala Bogu, da je konec vikenda, ki se je vrtela ob nedeljah zvečer. Vedno je odgovor in se poraja vprašanje, zakaj, hvala Bogu, da je konec vikenda, če pa je vikend super stvar. Hvala Bogu, da je konec vikenda zato, ker so ob nedeljah zvečer se študentke v študentske domove vrnile in je bil po domače lov zopet odprt. Tako da to je na kratko moja predstavitev. Se ne vem niti, ki bi začela. Lahko začela s tem, zakaj sploh Šalca? Šalca, mislim, jaz vem, ker sem bil zraven. Se pravi, v času mojega otroštva treniral sem nogomet, igral nogomet. Smo vsi imeli, mislim, ime ni bilo dovolj, ne? Se pravi, nadimke, ne? In zdaj, če se je dalo skrajšati iz priimka, je moj priimek Šala, ne? Kar mogoče bi me s kasnejšim delom mojim in aktualnim tudi lahko direktno povezalo, ampak Šala ni bilo dovolj cool in pol je prijatelj pač dal C vmes. Nisem zgledal kot Šalca, nič, ampak cool se jim je zdelo in Šalca, ne, in sem ostal Šalca, ja. Ful se je poklopilo, ker jaz že, ko sem delal naš Instagram post, da prideš na Šalco gor na Limo, naš logo, vse. Ja, ampak ni imelo direktno povezave, ampak Šalca nima, torej čisto nobene nima povezave z Šalco kot predmetom. Nima. To je Šala, ni bilo v redu in je pač takrat prijatelj dal C vmes in to je imelo pomen in je ostalo in nima pa direktne povezave s Šalco. Pa si tudi nogomet si špiral, ko si bil mlajši. Tudi, ja, tudi. Pa se je to preklopilo, pa si bil napovedovalec na Ljudskem vrtu. Tudi, ja, mislim, izpolnila se mi ena glede na to, da sem živel blizu stadiona in je Maribor bilo kot Liverpool delavsko mesto in je samo po sebi bilo umevno, da bo nogomet številka ena, to je ostalo še dan danes, je me pol v kasnejših letih spomnila želja, so me v klubu povabili zaradi moje kreative, najprej k ustvarjanju reklam, marketinških vsebin, akcij, sloganov za tekme, plakatov, za kar ne nazadnje v času mojega sodelovanja smo dobili 11 kipcev zlatih na sportokonferenci, ki najboljše športne brende nagrajuje. Kasneje pa, ko je pač nažalost moj prijatelj kot napovedovalec umrl, je njegova želja bila, da če slučajno dobesedno Smiljan Kreže, poseben tip, če mene kdaj več ne bo, v bistvu je rekel, če jaz crknem, je samo on lahko napovedovalec in pol enostavno smo morali njegovo željo upoštevati. Čeprav, da bi si želel biti napovedovalec, si nisem, ker je moj ritem na dan tekme bil se sesul, ne, se pravi prej s kolegi na pijačo. Pijača med tekmo, med polcajtom, grožnje sodnikom, pol, ko imaš enkrat mikrofon in ti pač ta užitek vzame. Ampak bil sem, 13 let sem bil tudi uradni napovedovalec. Pa kaj si kdaj kakšne reklame pa to snemal, da si svoj glas upravljal? Ja, vedno. Ne za NK Maribor, za nasploh, za karkoli. Ja, seveda, mislim, to delam še danes, ne, sem zaščitni znak Avto Krke, ki ima tehnične preglede že kar 15-20 let. Ko je Apple rabo reklamo iStyle, sem jo tudi jaz delal, dok so še reklamirali, sedež je bil v Zagrebu. Delal sem za te razne blagovne znamke, tudi trgovine. Zdaj v teh letih že sem pač
tega delal čim manj, ker imam pač druge zadolžitve. Nenazadnje moram finančno poskrbeti za 15 zaposlenih na radiju, tako da se, če le lahko temu izognem, pa nekaj strank sem obdržal. Kreativa moja pri radijskih reklamah je pač ostala in pač določeni naročniki hočejo mene in moj glas, njim dovolj samo, da naredim scenarij, ampak hočejo tudi mene in moj glas, okej. Kaj pa Reporter Milan, to je zdaj neka v tem trenutku bolj glavna, oziroma že pač... Reporter Milan je v bistvu glavna stvar že 1. aprila, naslednje leto bo 25 let, ne, to pač je. V bistvu na svetu ni radijske satire, recimo komedije, ki traja približno 3 minute, da bi neprekinjeno 25 let bila v etru radija in mi bomo pač ta rekord podrli. Ne vztrajamo tako dolgo zaradi rekorda, pač vztrajamo zato, ker nam je to delati fajn, ker je to zabavno, ker je okrog nas so stvari, o katerih na svoj način lahko dnevno poročamo, se pravi, dokaj neurejena družba, ali pa če hočeš zabavna, ali pa če hočeš ravno primerna za Reporterja Milana. In ja, mislim, ko smo začeli to delati, če bi nekdo rekel, morali boste delati 5 let, bi že malo škilili 10, da je pa nekdo rekel, morali boste delati 25, pa ne verjamem, da bi začeli, ker... Mi nismo niti tako stari, ne? Ja, ne, se pravim, pol, ko sem v družbi take mladine, pol se zavem, da to res je. Da traja dolgo, da je bilo kar nekaj truda vloženega, ampak res je, da je to delo in da si ves ta čas plačan za njega, ampak verjaj mi, da zaradi denarja ne delaš tega. To ti mora biti fajn, da tako dolgo traja in to je fajn, radio je pač moja in tudi nas treh, ki to oddajo ustvarjamo, največja ljubezen, prva in zadnja. Je to tvoj favorit, tako da? Ja, valjda. In mediji, mislim, vem, da je tu taka šola, vam bo to bolj jasno, ne. To ne gre iz tebe, ne. To postane odvisnost. Jaz rad povem, sem že povedal to tudi mlajšim, da influencerji so zdaj popularni, ne. Prvi influencer pred pojavom omrežij družbenih, takih in drugačnih, je bil radijski voditelj, ne. Se pravi, ti si direktno za svojimi vstopi lahko vplival na razmišljanje ljudi, danes je tam koncert, jaz bom prijitel, in tako da radijski voditelj je pred pojavom vseh teh telefonov, sem pa tja že bil influencer in to je začetek influencerska. To te medij te zasvoji, ker ti za mikrofonom imaš določeno moč, če imaš to rad in če bi ti nekdo po nekaj letih to v stran vzel, bi ti to odkrito povedano zelo manjkalo. Tako da jaz kar moram reči, da tisti, ki imamo toliko let možnost svojo kreativo prek mikrofona in na radijske valove spravljati, smo kar v privilegiranem položaju. Kako pa ste začeli? Ti začel Reporterja Milana, ali ste začeli kot ekipa? Fora je bila, da leta, mi smo to oddajo, hvala Bogu, da konec vikenda imeli na Radiu Marš, na mariborskem Radiu Študent. Kasneje pa na prvi komercialni postaji v bistvu v Sloveniji. Ta je bila Radio City, ki obstaja še danes. In lastnik Radia City je mene, ko smo parkrat imeli tam to ob nedeljah oddajo, je pol mene pa gnjavo, da rečem, pod narekovaji sigurno 6 mesecev, da on rabi neki humor, ki bo prisoten vsaki dan. Jaz sem pol pač, ker je bil vztrajen se marca leta 2001 zlomil, sem rekel, ok, lahko probamo poskusno 3 mesece. In v bistvu se spomnim 1. aprila, ko sem prišel prvo oddajo posnet, sem vedel, da jaz rabim še enega zraven. To je bil Dejan Vedlin, Dejana Patinčka, sem edino na Cityju tudi poznal. Sem rekel, on bo kot novinar mene spraševal, jaz bom pa potem sam vse o sebe. In tako je tudi na začetku bilo. Reporter Milan sem si izmislil pod pritiskom sem najmočnejši, nisem imel pripravljeno, ker se mi je zdelo novinar tak, ajde, naj bo reporter, ime pa čisto spontano, valjda se to, kaj prvo reče, se vdrži. Točno tak.
nekako mariborsko je zvenelo. In potem, ja, Dejan je mene spraševal, jaz sem pa bil moški, ženska, pač vse. Tine pa je bil producent oziroma je to snemal in pol porezal in to je šlo veter. Zadeva je od samega začetka bila totalni boom. Mislim, da smo mi 5 CD-jev smo izdali, takrat so bili še CD-ji. Mislim, da so se CD-ji razprodali v Big Bangu, mislim, mi smo tam bili, se podpisovali. To ni bilo 2 dni 5000 CD-jev, prodalo se je takoj. Takrat so to bili popularni nosilci zvoka, naša popularnost je bila wow. In potem s časoma, ker je meni bil to predstavljalo tudi napor, sem Tine to rekel, pa dobro, kak si ti glasovno, sem pa tja. Potem sem videl, da je Tine dosti boljša ženska kot jaz, vokalno, pa sem rekel, bodi ti prvo ženska. Potem sem videl, da je dosti boljši Ljubljančan kot jaz, sem rekel, ok, boljši Ljubljančan, potem pa s časoma je postal enako vreden glas. Kva izraz tvoj glavni, resnica Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, mislim, treba si je bilo zmisliti pač neki slogan, ki bo ljudem zlezel pod kožo in v ofu vsakega Milana je pač ta famozni stavek, ker je tudi zasnova bila, se pravi, Reporter Milan vam na svoj način pravo resnico predstavi. To je tako pod pritiskom zmislila, ali si mogel malo razmisliti? Pa to mi gre, ti verzi mi grejo, jaz skladatelj, recimo ti mi daj pesem, da je melodija, še boljše, če je znana, daj mi pol ure, pa bom jaz novo besedilo naredil, kar tudi zdaj. To bi nam mogel prečasno povedati, da nekaj zrihtali, mi zdaj tu. In to mi gre, tako da to ni bil taki problem. Je pa bistvo Reportera Milana na nek način bolj podrobno predstavi zgodbo, se pravi, zadnji zaplet na občini oziroma Nigradu je bil, ko so delavci, kar se pač tudi zgodi, za Lent morali podreti eno smreko in so podeli napačno. Mislim, oni so bili na pravi lokaciji, niso bili prav obrnjeni in so podeli napačno. In zdaj to kliče po Reporter Milanu, ker Reporter Milan sicer ni bil tam, ampak on točno ve, zakaj je prišlo do napake v neposrednem govoru Joža, mi se moramo obrniti proti Pohorju, ne, obrniti se moramo proti Mladinski, ne, nismo prav. In so vsi pogoji dani, da se podela napačna smreka, celo tako daleč je bilo, da to ni bila smreka, ampak cipresa. Ampak se vseeno, ti, ko živiš na ta način, da ko vidiš, da se je nekomu nekaj zgodilo, tudi zdaj tu v šoli, neki dvogovor, ti si vse stvari zapomniš tako, da bi lahko to porabil v Milanu. In to ti prije pod kožo že po par mesecih, kamoli po par letih. Jaz, če gledam dnevnik, če odprem časopis, to je največkrat bil Večer, jaz sem takoj vedel, to je tema za nas, da porabimo, ko ti je blizu, ker lahko z nje nekaj narediš. Na prvi pogled, glede na to, da se ob 9 pa 5 minut ali pa 9 pa 10 minut jaz odločim, katera tema bo, pa je 9 pa 40 to na Radio Vetru, to zgleda zelo komplicirano. Ampak ti, če se ne preveč smejiš, če kdo ni od nas treh, bom rekel zelo nežno preč razposajen, imaš 3-minutni prispevek porezan pa vse v 10 minutah in podložen. Navadno se stvar zakomplicira. Navadno se nekdo smeji. Ja, zdaj snemali še enkrat nismo nikoli, včasih je tudi smeh, včasih med samim Milanom, da ne more tako biti preče, kleti zdaj še enkrat ta stavek, Tako da več ali manj skozi vse. Pa lahko kleješ na radio, pa to? Prepoveduje ti noben, je pa zelo neprimerno. Dejan Vedlin kot fizično Reporter Milan je tudi odgovorni urednik radia. Tako da tu imamo s Tinčkom zdaj težavo. Odgovorni urednik vedno odgovarja za to, kaj v programu. In odkar je odgovorni urednik na našem novem radiju, ne moramo si glih, skozi bremza, to lahko to, imamo komplikacije, daj pisk, navadno imamo pisk, pi pa pisk, pa ku pa pisk. Ja, cenzuriraš nekako. Ja, valjda, malo cenzuriraš, ljudje vejo, zakaj gre. Je pa res, da če je kletvica v kontekstu, da ni moteča, če jih ni preveč. Ja, zdaj pa naša stalnica. Izvoliš?
Dobro. Ama sem ali nisem, pravila sem ti povedal že prej, jaz ti preberem vprašanje, ti samo obrneš, Dobro. malo opišeš, če ti ni problem, valjda. Hvala. Ta lahko začnemo. Prvo vprašanje je, si že kdaj zaradi povedane resnice nasrkal? Absolutno. Ja. Sem, valjda. Kdaj Mislim. pa, kaj pa je bilo tega, če lahko veš? Pa dobro, to me spremlja celo življenje. To je od otroštva dalje. Vedno je bilo tako, da ni zdaj neki moj dar za blesave ideje, za ono, nisem mi zdaj pri polnoletnosti porodil, da bi jaz bil kreativen. Ko si otrok, si mogoče napačno kreativen, ne? Se pravi, jaz sem poznal našo klet v bloku, ne, da je bila ravna, pa je imela NS, tako na formuli, da nisi prevelike brzine dosegel, drugi moji prijatelji pa niso, ne? V kleti je bila tema, ne? In ko smo šli laufat, kdo je hiter, jaz nisem povedal, da je S in pač so imeli vsi roge tu na glavi, ne? In ko je bilo treba zdravniku, ono sem pa tja, kdo je kriv, da ste tam šli, vsi so bili tiho densko, sem jaz bil, ne? Doma je sledila kazen, ne? In se veš, tudi kasneje, ko smo bili malo starejši, pa tudi v kasnejšem, ko so bili protesti v Mariboru, ko je bilo kaj, jaz sem rekel, dobro, jaz sem tudi za to, da ni radarov tam, pred šolami ne bojo, ni radarov tam, ko nam jemljete denar, ko lahko peljemo 90, zdaj pa zaradi radara bomo vsi plačevali. Ja, kdo je pozival? Ja, sem jaz pozival, ne, nisem dobil kazen, tako da s tem nimam težave. Rajši sem kaznovan, kot da nekaj drugega, da rekel tisnem nam. Sem ali nisem hotel izpasti, kot da se na stvar poznam, ampak sem se na koncu hudo osmešil. Pa to bom rekel, da ne. Jaz pa sem ziher Si? enkrat. Po mojem se na tak spomnim specifičen, ampak ziher. To je ono, ko Zanimivo. Mislim, jaz, probaš delati nekaj, kaj nisi. moje načelo je to, ne, jaz poznam ljudi, ki imajo hiše, pa so si šli sami fasado delati, ne. Pa ni vrej izpadlo. Ali pa elektriko, to je eno vtičnico bomo še dali, pa potem, jaz si to nikoli nisem Ali pa vodovod. Tudi. Jaz si sem to ta nisem živo upal in življenje, rečem, vedno sem rekel, vsak je za nekaj, ne. Kaj se tiče hišnih opravil, sem jaz bolj samo za pometati, tako da drugega se ne bi pritaknil, ne. In zato se mi to v življenju ni dogajalo, ker nisem se nikoli precenil, no. Sem ali nisem prehitro povedal šalo in jo kasneje obžaloval. Ma ja, to je valjda, Jaz pa ne. Če je smešno, je smešno. to je moj dolgi jezik. Jaz verjamem, da tudi prek radijskega sem se marsikomu zameril, ker pač vse veš, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi in zdaj dotični, ki je bil v Milanu, sigurno zdaj neka firma, ki je ne vem kaj delala, pa tudi mogoče kako svinjarijo, pa smo mi to na svoj način opisali, sigurno niso bili zadovoljni, ko sem jaz to rekel, tako je tudi v privat življenju, ne. Marsikdaj sem povedal nekaj v družbi, kar je enega ali pa dva prizadelo, ampak enostavno je to v meni in celo življenje se mi je zdelo, če tega ne bi rekel, me bo razneslo. Glede na to, tak in tak imam celo življenje preveč kil, verjetno tudi bi me, če bi v sebi držal. Tako da ni mi žal, sem pa to naredil večkrat, ja. Da vidimo. Sem ali nisem kupil nekaj, za kar sem bil prepričan, da potrebujem, dokler te stvari nisem začel uporabljati. To je jasno. Vedno. Jaz sekundno kaj kliknem, purchase, ono, instant regret, vedno. To je, bom rekel, ni povezano z zaslužkom in materialnim stanjem, tudi prej, kot mlajši nisem zdaj ravno pričakovanih prihodkov, vse tudi zdaj, ne, človek pač ima vedno večje potrebe, ampak vedno se mi je dogajalo, da sem pol razdelil stvari, ono vamo tam ovalja, to je totalno navdušenje, to jaz se rabim. Včasih so celo ostale zapakirane stvari, včasih sem jih odpakiral, probal, ali pa še to ne, mislim, kaj sem jaz tu kupil, totalna bedarija. Fora pa je, da jaz imam sebe za izkušenega kupovalca, da tako rečem, in kao dobro preštudiram, ni to hiter klik, ampak vseeno. Sigurno sem kupil
3 od 10 stvari, ki jih ne rabim, ne, povprečju življenja, ki jih sploh nisem uporabljal. Zdele so se, padem na reklamo, ne, čeprav jih sam delam. Padem na reklamo in padem na dober video in to priznam in to verjetno se niti odvadil. Jaz mislim, da bomo dovolj, sem ali nisem. Mene pa zanima, si že kdaj dobil tako čudno prošnjo od kakšnega oboževalca reporterja Milana? Zdaj bi prvo mogla se mi razjasniti, kaj je to čudno. Nekaj, kaj je tebi čudno, ampak nepričakovano, na primer. Meni je čudno, mislim, jaz verjamem, da ljudje rabijo popestritev na rojstnem dnevu, tudi na poroki, tudi ono. Tudi ono, ne, da in mi smo se tega, ker smo pač imeli okrog 900, skoraj 1000 predstav stand-upu, ali so to igrane komedije ali stand-upi, zdaj ne vem koliko različnih, skupaj s tem božičnim stand-upom, ki ga imamo 25. dvorane Tabor, pa sigurno 15-16 različnih. Tako da v osnovi nam ni problem nastopati, ne. Ampak smo se tega vedno izogibali, ne zaradi tega, ampak ko si enkrat navajen polnih dvoran, ono ti je malo tak, razen če to ni prijatelj, iti za 20, 30, 40, 50 ljudi nastopati. Ko pa me je Dejan Vedlin, fizični reporter Milan, zdaj voditelj jutranjega programa na Totem radiju, pač enkrat, on je imel čudno željo, ampak sem mu izpolnil, da bi jaz, on se poročil, in to tudi cerkveno, da bi jaz berilo, to je pri tej maši, pri poroki je berilo iz svete knjige, da bi jaz to bral za onim pultom, ne, za svojim glasom, da bi ima to dosti pomenilo, ne. Sem jaz rekel, okej, mislim, meni to ne je problem, nem se smejal, pa nič, za mikrofona, pulta sem navajen, če vama to pomeni, zdaj ono, če res ne veš kakve po domači pizdarije, pol naredil, jaz to prebral, samo v cerkvi glih ni primerno, ne, samo da bi prebral, jaz sem to prebral, normalno, tako je berilo apostola Petra, bla, 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 kaj je pač bilo. No in zatem, na poroki je bilo kar nekaj ljudi, sem dobil pol, da bi ena druga dva, ki jih pa sploh nisem poznal, da koliko stane, da na njuni poroki tudi berilo preberem v cerkvi. Pa sem rekel, dobro, ali jaz gledam tako župnik ali kaplan, ne, ali ono, ne, mislim, res mi je bilo čudno, ne, se pravi, branje berila ni smešna stvar. Jaz vem, da imam glas, ki pač je malo basa, ko povzdignem je odločen, znam varirati glas, ono, ko berem nekaj, ga sproti prilagodim, ker pač to na podlagi izkušenj. Ampak zdaj, da bi bil jaz tako dober, da bi po porokah berilo bral in to še za denar, ne, to mi je bila recimo ena od bolj čudnih. Ampak enkrat si, pa to je to. To je to. Zdaj smo se imela ino delo reporterja Milana, ino delo napovedovanja za Maribor. Kjero delo ima več adrenalina po tvojem? Pa mislim definitivno reporter Milan v vrhu. Se pravi, ti pri reporter Milanu imaš 3 minute, da poslušalcem, ker tebe ne vidijo, da jim pride v glavo določena scena in pogoj, da se oni ob tem zabavajo vsa ta leta, je, da si to plastično predstavljajo. Moj prijatelj, dramski igralec, Gorazd Žilavec, igralec drame SNG Maribor, je rekel, da ne samo, da je smešno, da mi sploh ne vemo, kako smo se z leti verzirali, da mi poslušalca v bistvu okužimo s tem, ali se to dogaja v čakalnici pri zdravniku, ali se to dogaja na cesti, ali se to dogaja na športni prireditvi, ali se dogaja v naravi, ti po 20 sekundah si tam. Veš, kje si. Spravi, ti moraš obdelati teme, ki so poslušalcem blizu. Milan v vesoljski ladji ne bi bil, lahko bi bil zabaven. Samo kdo je bil v vesoljski ladji? Niti ti, niti jaz nismo bila, verjetno tudi jaz za sebe vem, da ne bom. In je težko potem biti zabaven, ob tem ti moraš ljudem dosti boljše doma v kuhinji, tam, se pravi, ti moraš že izbrati temo, opisati Milan, kje smo, da je ljudem blizu, da so tam že bili. Če se jim je podobna tematika zgodila, je še toliko bolj zabavno. Se pravi, v enem tem 3-minutnem prispevku moraš biti ti pazljiv na dosti stvari.
ob tem, da si smešen. Ker mi bi raje rekli, ok, danes ni Milana, smo bolani, če ne bi bil smešen. Mora biti smešen. Ob vseh. Tako da, adrenalinsko pa, verjetno največji adrenalin, ko tvoja ekipa da gol, 2-3, in ti to napoveš in celi stadion ponovi streljca tega zadetka, je nekaj na tem, je sigurno nekaj na tem. In to je privilegij, sploh v Ljudskem vrtu to delati. Bom rekel, na dolgi rok pa je Milan sve na prvem mestu. Zakaj? Napovedovalec, ne bom rekel, da je lahko vsak, ampak vseeno je sito bolj široko, kot pri eni taki kreativi 3-minutnega humorja na več let, je bolj zahtevno delo. Zdaj vedno isti konec imamo mi. Dvakrat ste ga že imeli. Dvakrat, ampak to je vedno. Okay. Neki motivational speech, neki govor, kaj bi ti povedal mladini, nekomu naših let? Pa jaz mislim, da sem kar na pravi šoli zdaj, če se tako... Zdaj, to je stroki definitivno. Ja, jaz mislim, moj en taki motivation speech bi se začel, da jaz sem pač sanjal o dostih stvareh. O radiju nisem, ko sem bil mlad. Sanjal sem, rad sem imel motore, zdaj imam polno garažo, rad sem imel avto tu imam. Vedno pa sem pač verjel, da z delom, z nekim talentom in z nečim, kar ti je pač dano in vsak po svoje ima talent, ti, tudi kamermani, tudi ti fantje, ki so prej bili, tudi vsak ima nekaj posebnega, da se z delom, trudom pač da doseči marsikaj. Zdaj so možnosti neomajne in imate dosti večji manevrski prostor, kot smo ga imeli mi. Zato jaz mislim, da kar tudi opažam pri mladih, vse več je poskusov influencerstva, snemanja videov, nenazadnje imamo film posnet s telefoni in to je tisto, kar jaz svetujem vsem, probajte, naredite nekaj, danes vas ne bo v ulico talcev odpeljali, če ne bo produkt vredel, če ne bo ono, tako kot na tej šoli boste dobili osnove, tega je vedno premalo, kreativni ljudje, da pokažejo svoje produkte, izdelke. Osnovno moje vodilo je, tudi če ne bo 5krat ratalo, 6. bo ne obupati. In to je važno, ker če bi jaz in moji prijatelji in vsi, ki že dolga leta nekaj ustvarjamo, obupali na prvem koraku, potem bi pač vsi vozili pošto, gol, delali v tovarni, bili pravniki v pisarnah, to, kar bi jaz recimo po izobrazbi delal. Jaz pač vesel, da sem vztrajal, da ne rabim delati tistega, za kar sem doštudiral, ker neprimerljivo je to v življenju. Se pravi, mlajši si po srcu, boljše volje si, večjo energijo imaš, če delaš v življenju tisto, kar si zaželel, ali pa vsaj približno isto. Pa da se, da se. Ja, vse se da, če se hoče. In samo volja, trma in sva nekaj truda, pa vam bo ratalo sigurno. No, v glavnem, spet smo pri koncu. Tretja epizoda je za nami, naslednja je spet čez 2 tedna. Mi že komaj čakamo, upamo, da tudi vi. Hvala tebi, Matjaž, za danes. Super je bilo, fajn smo se imeli in vidimo se naslednjič. Na svidenje.